Nogometaši Mure se bodo v soboto ob 17. uri na domači Fazaneriji udarili zadnje uvrščeno ekipo Krškega. Tokratni gostje so letos trnopetim Murašem, saj so dobili oba medsebojna dvoboja. Črno-beli na tekmo odhajajo z nekoliko slabšo popotnico iz Velenja, kjer so navkljub dobri igri izgubili z 1:0. Ante Šimundža, ste navkljub zadnjemu porazu v Velenju videli tudi kakšne pozitivne stvari? Videli smo ogromno pozitivnih stvari iz preprostega razloga, ker smo bili izjemno dominantni, izjemno delavni. Res je, da nismo bili na našem najboljšem nivoju, kar je praktično nemogoče biti vsako tekmo na najvišjem možnem nivoju, ampak smo bili na dovolj visokem, kvalitetnem nivoju, da bi lahko tekmo tudi zmagali. Zakaj se Mura nekako muči na teh pod narekovajih manjših tekmah? Je morda to davek, ki ga plačuje zaradi mlade ekipe? Lahko bi iskali mogoče vzrok v neki mladosti, ampak jaz ne gledam to tako, jaz gledam z tega stališča, da je treba se razviti, da je treba iti skozi določeno sito izkušenj. Enostavno moramo se zavedati, da smo pol leta prvoligaši, da smo v razvoju kot klub, v razvoju kot ekipa, v razvoju kot stabilen prvoligaš, to se ne doseže tako hitro. Zdaj mene veseli dejstvo, da se prepozna naša igra, da se prepozna naša želja, da se prepozna naš napredek, ampak da si pa vedno uspešen, si seveda želimo, ampak vemo, da je to praktično nemogoče. Luka Bobičanec, poraz zadnjič v Velenju, kaj je šlo narobe na tekmi proti Rudarju? Ja, ne vem, mislim, ni rezultat, ki smo ga pričakovali, ampak mislim, da je tekma z naše strani bila dobra. Ampak mislim, da so te šanse, ki smo falili, ker nismo zabili gol, mislim, da je to bil edini problem. In ko vedno pravimo, da nas nasprotnik, znači z ene šanse kazni, mi pa ne zabijemo to, kar smo morali, pa tudi je tako prišel ti poraz. Ne vem, imeli smo svoje situacije, dosti lepe situacije, ko nismo izkoristili. Če ne daš gola, je težko zmagati. Mislim, da smo si pripravili, tako pravim, dosti priložnosti, ko bi dali gol. Treba bo to v prihodnosti realizirati. Tako da mislim, da predvsem tem neizkoriščenim priložnostim in pa tisti eni napaki, ko je privedla do prejetega gola. Mislim, da jim nismo pustili dosti, ampak so izkoristili tisto malo, kar so imeli in so zmagali. Nekako se ta vzorec vam ponavlja, nasprotniki dejansko dosežejo zadetek iz edine situacije. Pa ja, sigurno ni prijetno, če ne daš gola iz 5-6 situacij, pa potem ga prejmeš. Neka mala nervoza se nabere v tebi, ampak na nas je, da to obrnemo v neko dodatno motivacijo za naprej, za to, da spet obrnemo rezultat v našo prid in mislim, da se moramo naučiti obračati rezultate, če pridemo v to situacijo. Teda ja, mislim, da je treba to začeti izkoriščati v naš prid. Mura se sploh v zadnjih 5 krogih zelo muči v napadu, en zadetek ste dosegli. Kje vidite razlog za to oziroma kako to spremeniti? Zelo dobro vprašanje, kar se tiče samih zadetkov. Tudi mi ogromno razmišljamo o tem. V pripravah je bilo odlično, v prvenstvu je to neka druga zadeva, ampak enostavno moramo še bolj trdo delati, še bolj si želeti, še več samozavesti imeti v fazi napada in po drugi strani tudi malo več drznosti in kreativnosti je potrebno v zaključku, ker vsak si želi zadeti, vsak si želi obraniti in z naše strani pa je dovolj situacij, dovolj priložnosti, da bi lahko zadeli večkrat. Ne vem, to verjetno pride, samo taka ta faza, ko te ne ide baš tisti zaključek. Mislim, dosta i treniramo zaključek, pa mislim, ne breš zmagati, ko ne zabiješ te šanse, ki imaš. Vem, da se sami veliko pogovarjate z nogometaši. Je morda v tem, ko se na tekmi ponudi kakšna priložnost, 2-3 dni se na začetku tekme zgrešijo, da se naselijo kakšne frustracije, mogoče strah, kaj takšnega pri njih? Ne bi dejal, da je to težava, ker je razgovor ravno namenjen k temu, da osredotočenost mora biti skozi cel čas v tekmi enaka. Enostavno zadeva, katero želimo
nadgraditi in tukaj je čas tudi potreben, da pridemo v situacijo, da po prvi, drugi priložnosti ali pa v situaciji, ki bi lahko zadeli, nadaljujemo z delom skozi 90 minut. Mura zdaj že 6 tekem čaka na zmago, vseeno pa nekako v neki krizi igre ne bi mogli govoriti, bolj je to neka kriza rezultata. Ja, se strinjam, kaj se tiče samega dejstva, da smo v prvih 3 krogih brez zmage in v zadnjih 3 v jesenskem delu, ampak to so zadeve, o katerih vemo kako in kaj, vemo, da treba nadaljevati, vemo, da je še prvenstvo dolgo, zdaj kriza rezultata tudi ne bi dejal iz prostega razloga, ker smo imeli izredno težke nasprotnike, odigrali zelo dobro, enostavno želimo si vsako tekmo zmagati. Kaj bo potrebno za uspeh proti Krškemu? Ja, potrebno zabiti več golov kot oni, tako na vsaki tekmi. Mislim, da moramo zdaj imamo čas, te 3 treninge, 3 dni, da se pripravimo dobro na Krško, tako na vsakega drugega nasprotnika in treba bo iti soboto na nož, na polno. Dosti bo potrebno delati, garati na igrišču. Vemo, da nam je Krško že povzročalo dosti preglavic do zdaj, tako da mislim, da je čas, da jim vrnemo za te poraze do zdaj. Po drugi strani pa treba biti skoncentriran v obrambi, brez takšnih manjših napak. Treba pustiti nasprotniku čim manj priložnosti, da zabijejo, ker tako smo videli, nas dosti stvari trenutno kaznuje, ker smo v takem momentu nas kaznuje in moramo pač probati zabiti več. Nadaljevati v red vase, nadaljevati v red v svoje principe, po poti, kateri hodimo, si želeti zmage. Definitivno smo doma z našim 12 igralcem močnejši kot v gosteh, kljub temu, da nas tudi v gosteh dosti bodrijo, ampak enostavno nadaljevati po poti, ki smo si jo začrtali in verjamem, da se bo tudi proti Krškemu zgodila pozitivna zadeva. Pa mislim, da bi tekma morala biti isto kot je protiv tu doma, ko smo igrali proti njim, pa tam tudi, da bodo se oni verjetno malo zaprli, pa bo spet dosta težko igrati. Mislim, da bomo žogo imeli mi dosta več posesti kot oni in mislim, da spet ne bo dosti priložnosti, ampak mislim, da bomo morali izkoristiti te priložnosti, ker bomo dobili. Verjetno to, kar se navijači sprašujejo, motivacija na nobeni tekmi ni vprašljiva. Ne, to sigurno ne. Mislim, da vsako tekmo imamo tudi zdaj v Velenju, mislim, da smo imeli dober pristop, ni bilo to vprašljivo, da mi ne bi bili motivirani ali pa da ne bi hoteli, pač se nam je na nek način slabo obrnilo to. Tada mislim, da ni vprašljivo to, da bi mi ne bi želeli ali pa da bi karkoli bilo narobe znotraj ekipe. Mislim, mi moramo samo ostati mirni, mislim, da delamo dobro na treningih, slej ko prej se to mora obrniti, tada samo mirne glave in bo vse boljše. Kako pomembno bi bilo to tekmo zaključiti z zmago, se pravi pred reprezentančnim premorom, bi bilo verjetno potem veliko lažje iti na ta 2-tedenski premor. Se strinjam, ampak ne glede na to, da je po tej tekmi reprezentančna pauza, si mi želimo vsako tekmo zmagati, vsako tekmo želimo biti čim boljši, koliko je to možno, ampak vsekakor za zmago na odmor bi bilo zelo pozitivno. Mura je prvo letošnje srečanje na Fazaneriji izgubila z 1-0, Krčani pa so bili na svojem terenu boljši z 2-0. Na kopališki 45 si želijo, da ta negativen trend obrnejo v svojo korist.